Vas prosim, tisti, ki klepetate, da mogoče zdaj nehate, ker mislim, da vam bo žal, če ne boste poslušali. Igor ima za nas zelo pretresljivo pričevanje in dajmo mu en aplavz za vzpodbudo. Pozdravljeni, sem Igor, poročen, oče 2 otrok, samozaposlen kot novinar, pišem za Družino in drug verski tisk. Sem tudi iz skupine Mož svetega Jožefa, kjer se prizadevamo biti varuhi življenja. Povedal bom stvari, o katerih ni lahko govoriti. Med svojim odraščanjem sem ves čas čutil, da pri nas doma nekaj ni v redu. Vladal je neki čudni nemir, napetost, občutek praznine. Kot da nekdo, ki bi moral biti tu, manjka. Sicer je manjkal oče, ker se je zakon mojih staršev hitro razpadel, ampak z njim sem imel redne stike. Bratov in sester nisem imel, ker sem bil edinec. Odgovora, kaj je bilo narobe, nisem našel vse do študentskih let, ko mi je nekega dne poštar prinesel ogromno pismo, 60 strani. V njem je bila mamina pretresljiva življenjska izpoved z naslovom Moja bolečina, za katero sem ji zelo hvaležen. Po ločitvi od očeta je iskala srečo, želela si je najti moža in meni krušnega očeta. 3-krat je poskušala z novo zvezo, toda vsakič je tudi zanosila. In ko je bilo treba prevzeti odgovornost, so tisti moški njeni snubci mamo pustili na cedilu in odšli. Na koncu je ostala sama s 3 splavi in globokimi ranami. Tako sem izvedel, da nisem bil edinec. Mamina postabortivna travma je bila strašna. Njeno zdravje se je pred mojimi očmi iz dneva v dan slabšalo. V vodovodnih jaških je slišala glasove duš. Ponoči so jo prebujali kriki splavljenih otrok. Včasih je o tem pisala po knjigah, po pohištvu, po zidovih. Malo je manjkalo, da bi storila samomor. Zakaj me nihče ni opozoril? Niti starši, niti šola, niti cerkev, se je jokala. Leta 1983 je neki zeliščar iz Sarajeva mami povedal, da se tam dol v Medžugorju dogajajo ozdravitve in je takoj šla. Tam je doživela dotik Gospodovega usmiljenja in pravi preporod. Opravila je življenjsko spoved, spoznala težo storjenih splavov, jih grenko obžalovala. Ne grešite ljudje, kot sem jaz grešila, je ponavljala. Nekega dne, ko je v kapelici župnijske cerkve pred kipom Lurške Matere Božje molila rožni venec, se ji je zazdelo, kot da si je Marija približala in s seboj pripeljala 3 lepe deklice, rjavolasko, blondinko in črnolasko, in jih predstavila. Poglej, Melanija, to je njeno ime, to so tvoje 3 hčerkice, bodi v miru, oproščeno ti je. Po tem milostnem dogodku se je mati umirila. V Marijinem svetišču je zanje darovala mašo in jih krstila. Rjavolasko Kristino, svetlolasko Bodimirko in črno Ana Marijo. Pozneje so ji diagnosticirali paranoidno shizofrenijo. Morala je najprej na psihiatrijo, sem jo moral peljati potem v zavod, kjer je oskrbovana in tam je že 26 let. Kljub vsemu je pomirjena z usodo. Hvaležna sva, da sem vsaj jaz živ, da zanjo skrbim in da se lahko veseli vnukov. Kot da to še ne bi bilo dovolj, še nekaj je bilo v zraku. Zakaj je šlo, sem izvedel šele pri poznih 40-ih, ko se mi je izpovedal tudi oče. Tudi njemu sem za ta pogum hvaležen. Mislim, da je dobro, da se otrokom, ko dozorijo, pove resnica o teh stvareh, če je kaj v družini. Tokrat pa je res bolelo, kajti, kot sem od njega izvedel, niti jaz nisem bil namenjen preživetju, niti načrtovan, niti zaželen. Ko sem bil leta 1969 spočet, sta se z mamo znašla v nezavidljivem položaju. Komaj sta končala srednjo šolo, bila neporočena, brez doma, brez službe, brez denarja. Pri maminih domačih pa oče ni bil sprejet, ker je bil tujega rodu, pa še povrh reven umetnik, poet. Zato nista bila pripravljena na moje rojstvo in kmalu se je pritihotapila tista misel, da je najboljša rešitev, da me splavita. Kot vemo, v tistih letih je bil splav vedno bolj pogosta praksa.
Mimogrede, ravno tistega leta je Jugoslavija sprejela tisto sramotno resolucijo o načrtovanju družine, kljub nasprotovanju združenj ginekologov in porodnišničarjev, kar je pol tlakovalo pot, da je leta 1974 bila sprejeta ustava. Torej Jugoslavija je prva na svetu sprejela ustavo, kjer je splav postal ustavna pravica. Jaz pravim, ni čudno, da je ta država tako krvavo propadla. Kdor se z vragom igra, ga vrag pokonča. Ko sta se starša že pripravljala za moj splav, je za njuno namero izvedla moja babi Cvetka, očetova mama. Kaj bosta storila? A sta znorela? Odločno je dvignila svoj glas in ju začela rotiti, naj za božjo voljo kaj takega niti ne pomislita. Sprva je bilo zaman, ampak babica ni popuščala. Ko je videla, da nič ne pomaga, je očetu zagrozila, da se mu bo uradno odpovedala, če dovoli moj splav. To je očeta malce ustavilo in medtem, ko sta se prerekali z babico in obotavljali in kregali, je čas mineval, jaz sem pod materinim srcem dosegel starost, ko je bilo za prekinitev nosečnosti prepozno. Tako sem preživel splav. Življenje je zmagalo. Hvala Bogu, po zaslugi angela varuha gotovo in tudi po zaslugi moje verne pravoslavne babi Cvetke, ki je bila Srbkinja, ki sem jo vedno imel neskončno rad. Zato pravim, naj žive vse naše babice, čudovite cvetke za življenje. Bravo. In detki tudi. Kako dragoceni so naši stari starši. Nikoli si ne bomo nehali prizadevati proti zakonodaji, ki jim ponuja tako nedostojno smrt z evtanazijo. Danes me nič ne čudi, da je zakon mojih staršev propadel, čeprav sta ga poskušala rešiti. To potrjuje, da naj je še tako težko, če se v ljubezni ali tudi v neurejenih strasteh nenačrtovano spočne otrok, ga je treba sprejeti in niti ne pomišljati na splav. Kajti ne zgodi se napaka, zgodi se čudež življenja. Nenazadnje ogromno parov, ki ne morejo imeti otroka, čaka na posvojitev. Možje, očetje in detki za življenje pa smo zlasti poklicani, da to kulturo odgovornosti širimo med moško populacijo. Ne sme nas biti tako sram in biti tako nerodno o tem govoriti doma ali drugje. Ni večje sramote, kakor da fantje zaplodijo otroka, nato pa zakrivijo njegovo usmrtitev. Da dekle nagovarjajo k splavu ali da jo pustijo na cedilu, kot so storili moji mami. V današnjem času pa imamo tudi nove izzive, da se odpovemo vsakršni pornografiji, po predmetenju ženskega telesa, malikovanju uživanja, nespodobnemu oblačenju, flirtanju v službah. Ena moja splavljena sestrica je bila spočeta od maminega sodelavca v službi, zapeljivca. Vse so to lahko vzroki za nesrečo splava. Zato raje podpirajmo kulturo čistosti, dostojnosti, vzdržnosti pred poroko, zvestobe po poroki, samonadzor, take vrednote. V podporo imamo odlične programe in skupine, na primer Inštitut Integrum dela odlično, Exodus 90, Možje svetega Jožefa, tečaj Up to Me za najstnike in še drugi. Zakaj to pravim? Zato, da nikomur več ne bo treba, kakor moji mami, obžalovati. Zakaj me nihče ni opozoril? Zakaj me nihče ni opozoril, da tisto geslo moje telo, moja pravica zalaja in se potem kesaš do smrti? Pa tudi, da nikomur ne bi bilo treba živeti z občutkom nezaželenosti. Taka stvar ti namreč skrha samopodobo, okrni samozavest, te jezi in zamaje tla pod nogami. Na srečo pomoč obstaja. Mama jo je našla v Božjem usmiljenju in je rekla, iskrene solze kesanja so moje zdravilo. Meni pomaga družina, cerkvena občestva, vera, da smo pri Bogu vedno zaželeni, da imamo v Jezusovi družbi veliko čudovitih bratov in sester. Za konec naj še povem, da je vrhunska, odlična pomoč duhovne vaje Rahel in Vinograd, ki ga izvaja Zavod Živim in je primeren tudi za svojce oseb z izkušnjo splava in preživele. Meni je pomagal, da to družinsko tragedijo predelam, ozavestim, predelam, da se na neki način povežem s splavljenimi sestricami v nebesih in kar je najbolj pomembno, da svojim staršem vse odpustim. Hvala.